Lep pozdrav, dobrodošli na 15. seji občinskega sveta občine Kamnik. Jaz bi, preden začnemo, podal še nekaj napotkov, tako kot vedno, torej da vas prosim, če imate mikrofone na mute, torej na tiho, ves čas, torej da imate ves čas izklopljene, ko pa vam dam besedo oziroma ko vas bom poklical za glasovanje, pa mikrofon vklopite, potem ga pa spet izklopite. Glasujete z besedami za, proti ali pa ne glasujem, ko končate z govorom, si mikrofon, tako kot rečeno, spet izklopite. K razpravi se boste prijavljali z ikono chat, to je spodaj, in noter napišete ali prijava, ali proceduralno, ali pa replika. Prijava k razpravi je dovoljena do začetka razprave, torej na začetku, ko odpremo razpravo, nekih 10 sekund, potem se noter vpišite, po tem času prijava ni možna. Ko boste na vrsti, vam bom dal besedo. Da ne bo moten, vas prosim še, da utišate mobilne telefone in druge naprave v vaši bližini. Zdaj pa mislim, da smo pripravljeni, pa da lahko začnemo. Predlagal bi, da na začetku ugotovimo sklepčnost, torej ko zaslišite svoj ime in priimek, poveste, a ste prisotni. Torej, magister Urban Bergant. Prisoten. Natalija Berlec. Prisotna. Anton Iskra. Prisoten. Alenka Jošnik. Prisotna. Karmen Kapla. Prisotna. Jože Korošec. Prisoten. Doktor Jernej Markelj. Prisoten. Nives Matjan. Nives Matjan. Ne. Magister Šem Samojanovič. Prisoten in priseben. Duško Papaš. Prisoten. Božo Pilej. Božo Pilej. Prisoten. Super. Ančka Podbevšek. Prisotna. Bogdan Pogačar. Prisoten. Žan Potočnik. Prisoten. Robi Prosen. Prisoten. Doktor Janez Rifel. Prisoten. Edi Srujovič. Prisoten. Matija Siter Močnik. Matija Siter Močnik. Ne. Cvetka Slapnik. Prisotna. Anton Tone Smolnikar. Ne. Francis Pruk. Prisoten. Marko Šarec. Prisoten. Mojca Škraba. Prisotna. Ivanka Očakar. Prisotna. Karla Urh. Prisotna. Aleksandar Uršič. Prisoten. Žeklina Zdravkovič. Prisotna. Grega Zorman. Prisoten. Igor Žavbi. Prisoten. Ugotavljam, da je od 29 svetnic in svetnikov, da vas je prisotnih 26, kar pomeni, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo z delom. Še enkrat, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani člani občinske uprave, spoštovani predstavniki sedme sile, evo, dobrodošli na naši 15. redni seji, tokrat žal še vedno preko spletne platforme Zoom, pa vendar verjamemo, da gremo čim prej v normalno stanje, tokrat pa še prek te aplikacije. Rojstni dan so od prejšnje seje sta praznovala Božo Pilej, pa Cvetka Slapnik, tako da čestitke. Potem, ko bomo pa uživo, bomo pa naprej. Ne? Tako da prehajamo na potrditev zapisnika 14. seje občinskega sveta z dne 23. decembra 2020. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 15. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne? Potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 14. seje občinskega sveta z dne 23. decembra 2020. Glasujemo. Urban Bergant. Potrjujem. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Anton Iskra. Za. Okay. Alenka Jošnik. Za. Karmen Kapla. Za.
Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj, Za. Nives Matjan, magister Šemso Mojanović, Glasujem za. Duško Papež, Za. Božo Pilej, Glasujem za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Za. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edi Strujevič, Za. Matija Sitar Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Sandi Uršič, Za. Žaklina Zdravković, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Zdaj pa prehajamo še na potrditev, da je zapisnik, torej 14. seje občinskega sveta sprejet. Zdaj pa prehajamo še na potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 16. do 18. februarja do 12. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 15. Ima kdo pripombo na ta zapisnik? Ne. Če ni pripomb, gremo na glasovanje o naslednjem sklepu. Torej, občinski svet občine Kamnik sprejme zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 16. do 18. februarja 2021 do 12. ure. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Za. Natalija Berlec, Za. Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Za. Karmen Kapla, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj, Za. Nives Matjan, magister Šemso Mojanović, Glasujem za. Duško Papež, Za. Božo Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Za. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edi Strujevič, Za. Matija Sitar Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Za. Žaklina Zdravković, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi zapisnik 5. dopisne seje sprejet. In prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 15. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima Liljana Juhart Masti Kosa. Zdaj, če Liljana Juhart Masti Kosa, zdaj, če ni Liljane, bi potem prosil, mislim, imaš... Zanimivo. Ja. Pol bi predlagal, da Marija Kos poda predlog za razširitev. Izvolite, gospa Marija Kos. En lep dober dan oziroma vsem. Zdaj predlagamo razširitev 15. seje občinskega sveta s točko predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021 po skrajšanem postopku. In sicer predvsem iz naslova, glede na to, da je Ministrstvo za kulturo 26.2. objavilo javni
poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021, se je občina in občinska uprava odločila, da se na omenjeni poziv prijavi z že izdelanim projektom za dom kulture, zamenjava scenske razsvetljave odrske mehanizacije. Predmet javnega poziva za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2021 in sicer za ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost. Občina prijavlja projekt zamenjave odrske razsvetljave v domu kulture, za katero imamo že vso potrebno dokumentacijo. Najpomembnejši cilj investicije je predvsem izboljšanje varnosti vseh zaposlenih in izvajalcev prireditev v domu kulture Kamnik. Saj zaradi dotrajanosti odrska mehanizacija več ne dosega minimalnih standardov. S prenovo odrske mehanizacije bomo spodbudili lokalno kulturno sceno, kamniške šolarje in dijake ter zunanje organizatorje, da bodo svoje programe redno izvajali na velikem odru, tudi v dopoldanskih terminih, ko dodatnega programa ni planiranega. Zamenjava odrske mehanizacije bo tako za tehnično ekipo, kot tudi za zunanje organizatorje in udeležence varnejša in bo omogočala izpolnjevanje kakovostnejših produkcij, vat in generalk pred produkcijami. Nova odrska mehanizacija bo ustvarjalcem predstav omogočila večji razpon kreativnih možnosti. Zdaj pa zaradi potrebe po zaprtju finančne konstrukcije za prijavo na ta razpis je bilo potrebno izdelati rebalans, pa smo potem vključili še vse spremembe, ki so do danes bile znane v ta predlog razširitve. Hvala. Hvala, gospa Marija. Želi kdo predstaviti stališče? Besedo ima gospod Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, da ta razširitev ne bi smela iti na dnevni red, je povedala že tehnika, ko se gospa Mastikosa ni mogla prijaviti k besedi. V petek, župan, ste nas po vaši stari navadi obvestil, da boste tudi tokrat prekršil poslovnik, da boste vložil razširitev, za katero gradivo naj bi prejeli včeraj po 15. uri oziroma v 15. uri. Ker sem se čutil dolžnega, sem vam še isto popoldne oziroma že proti večeru napisal pismo, med prejemnike pa sem dodal tudi vse svetnice in svetnike, tako ker se mi zdi, da je prav, da so o tem obveščeni vsi. Moje pismo vas je verjetno spodbudilo, da ste občinsko upravo podrezal, da naj pohiti s pripravo gradiva, in tokrat vam je uspelo sicer gradivo predstaviti oziroma predložiti svetnicam in svetnikom 1 uro pred potekom roka, tako da na sam poslovnik oziroma kršenje poslovnika se tukaj res ne morem sklicovati, tukaj vam dam prav, ampak vseeno, rebalans je eden pomembnejših dokumentov, najpomembnejših dokumentov občine je proračun, najpomembnejši odlok, rebalans pa ta odlok spreminja in od ponedeljka od 15. do srede do 16. verjemite nam, gospod župan, se vsi svetniki in svetnice ne moremo kvalitetno seznaniti z gradivom, ki nam ga predočite. Ne gre samo za odrsko tehniko, strinjamo se, da so te stvari nujne, ampak ne gre samo za to. Gradivo na skoraj 200 straneh ne moremo predelati v 2 dneh. In imate inštitut oziroma možnost sklica izredne seje in jaz predlagam, da skličete izredno sejo, da si vzamemo 1 teden časa, da se na to pripravimo. Ker to, kar delate, je nespoštovanje svetnic in svetnikov. In dajte nam to možnost, da se pripravimo, mi smo v preteklosti dokazali, da smo konstruktivni, da dobre stvari podpiramo, ampak moramo biti z njimi kvalitetno tudi seznanjeni. In jaz ga nisem mogel predelati na hiter, ker sem videl v razpredelnici, samo spremembe sem pogledal noter, je kar nekaj sprememb in verjamem, da bi bil potreben tudi kakšen rebalans. Z mojim predlogom sta se strinjala tudi
Šemso Bojanović, sicer v svojem imenu, govoriti v imenu svetniške skupine, in pa Edis Rujović, ki je v nedeljo zvečer poslal odgovor v imenu svetniške skupine. Tako da jaz predlagam, da to razširitev danes ne potrdimo. Gospod župan, vam pa dajemo možnost, da skličete izredno sejo, na kateri pa obljubim, da bomo konstruktivno sodelovali. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, jaz bi sam rekel, da ne zavajamo, ker pač ne gre za nobene kršitve poslovnika. V poslovniku jasno piše, da naj se praviloma umesti 48 ur, naj bo gradivo poslano 48 ur pred sejo in to je bilo. Jaz sem vam v ponedeljek to nakazal in sem vas obvestil, vse bi lahko vprašali prek vikenda, tudi do seje, kar bi vas zanimalo. Enega konkretnega vprašanja nisem dobil, tako da ne gre za nobeno kršenje poslovnika in tukaj pač res prosim, da ne uporabljamo teh besed. Tako da izvolite repliko, Igor Žavbi. Gospod župan, povedal sem, da niste kršil poslovnika, da ste to spoštovali. To sem povedal. Ampak sem tudi navedel, da smo kršili poslovnik in da je ne vem kaj vse. Ne. Hotel ste ga kršiti, ampak potem sem povedal, da ga niste in prosim, da vi zdaj ponovno ne zavajate. Povedal pa sem vam, da rabimo več časa. In med vikendi vas pa klicarali ne bomo, gospod župan, ker mislim, da imate dovolj dela še kje drugje, pa tudi mi ga imamo. In po telefonskih pogovorih gradiva ne moremo predelati. Gradivo je napisano in le tisto velja. In prosim, gospod župan, da se tega držite. Kar je zapisano in kar občinski svet sprejme, to bom danes še nekajkrat opozoril, velja tudi za vas, da to spoštujete. Hvala lepa. Samo še to dodam, da do 26.3. je rok za oddajo razpisa in če gremo drug teden z izredno sejo, imate dovolj časa, da vse pripravite. Hvala lepa. Hvala. Glede na to, da je bil magister Šemso Bojanović omenjen, bi dal še njemu repliko. Izvolite, Šemso. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem prisotnih. Ker je bilo moje ime omenjeno, se mi zdi prav, da povem, res je, jaz sem se tudi odzval in sem se popolnoma strinjal z zapisom Igorja Žavbija, predvsem me je zmotil pač kršenje poslovnika. Zdaj, glede na to, da pa ta zadeva zdaj je v redu, pa osebno nekako ne vidim težav, če to zadevo umestimo na današnjo sejo. Se strinjam, da bi bilo bolje, da bi imeli več časa, ampak ker ni v nasprotju s poslovnikom, bom to podprl. Hvala lepa. Dobro, besedo ima Edis Rujović. Hvala lepa, župan, za besedo in lep prisrčen pozdrav vsem skupaj. Naj uvodoma povem, da sem ravno v mailu, v tistem pozivu, nekako svaril pred tem, kar se trenutno dogaja in čemur smo trenutno priča. Nikomur ni v interesu, najmanj županu, še manj nam in pa vsem strokovnim službam oziroma predstavnikom občinske uprave, da se redna seja začenja na način, na kakršen se začenja. Temu se enostavno da izogniti na način, da sledimo nekemu, bom zelo pogovorno rekel, fair odnosu, k kateremu tako po družbenih omrežjih, v raznih snidenjih vsi stremimo, vendarle praksa kaže čisto na nekaj drugega. Moram reči, da me zelo žalosti, da po eni strani imamo mi kolegije, kar je zelo spodbudno, kjerkoli je priložnost na to, pač opozorim, povem, pohvalim. Ugotavljam pa vedno znova, da so te kolegi malo morjekrat sami sebi namen. Če predstavniki političnih opcij nimamo nobene, nenazadnje je kakršnokoli podano mnenje, nima nobene teže, potem predlagam, ne vem, verjetno bo tudi vam lažje, pač sklicovati, vkolikor ne mislite tega upoštevati, brez določenih, ker ne glede na to, da Šemso spreminja stališče in ga razumem, v redu, največjo skepso je imel pri delu poslovnika. Ta je ujet za 3 minute, če smo čisto natančni. 14:57 je bil mail poslan. Mene bolj kot poslovnik bode in pa bremeni in pa teži doktrina dela, s katero se mi lotevamo projektov. Na eni strani mi iščemo konsenz vseh skupaj, na drugi strani pa gladko malo kot valjar
preslišimo vse na to, kakšna sporočila politična opcija, katerakoli, pošilja in na kakšen način bi radi sodelovali. Glejte, niti enkrat v predlogu, ne mojem, ne Šemsotovem, ne Igorjevem, ni bilo omenjeno, da je zadeva nesmotrna za obravnavo, da so sredstva namenjena nepotrebna. Jaz sem prepričan, ne vem, kako bodo glasovali, ampak prepričan sem, da bodo vsebinsko vse te stvari podprli. Gre za način dela. In še enkrat več, zelo spominja, zelo podobna šablona kot, oprostite, moram tako reči, kot na državni ravni. Mi bi en dan vsi sodelovali, drugi dan pa ne bi upoštevali niti enega predloga. Moram reči. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Lepo pozdravljeni, kolegice, kolege, občinska uprava, predstavniki medijev. Čutim se dolžnega oglasiti pri tej točki, ker se nekako čutim krivga za nastalo situacijo in pojasnilo zadeve. V torek 2.3. smo bili uvrščeni v razpisu in strinjali smo se najprej na oddelku, tudi župan mi je pol to potrdil, da preverimo, če je dovolj hitro možno novelirati dokumentacijo za posodobitev lučnih vlekov. Kot veste, smo se že lani prijavili na razpis in en od razlogov, da smo bili neuspešni, bilo zagotovo tudi dejstvo, da na ta razpis je imel lani in ima tudi letos eno posebnost, da upošteva vrstni red prijav. Lani smo vso dokumentacijo, kljub temu, da je to že večletna potreba, pripravljali prvič in smo se prijavili ob izteku razpisa. Letos bi se lahko, se pravi, s potrditvijo zadeve prijavili dobrih 12 dni po razpisu in jaz mislim, da bi to zagotovo povečali možnost za uspeh. Verjetno se kdo tudi vprašal, zakaj nismo že v pripravi proračuna to upoštevali, ampak razlog je v tem, da nismo pričakovali, da bo ministrstvo ponovno objavilo razpis, saj rednih letnih razpisov za to področje doslej ni bilo. Poleg tega je pa v letošnjem proračunu postavka 8263 za energetsko sanacijo Doma kulture v vrednosti 638.545 evrov. In s to prijavo na razpis, s to novo postavko v bistvu bomo v Domu kulture, če bomo uspešni na razpisu v letošnjem letu, eno celoto zaključili, na katero mislim, da bomo vsi lahko ponosni. Tako da moje mnenje je, da vkolikor danes ne bomo zadeve obravnavali na občinskem svetu, izredna seja ne bo potrebna, ker bomo glede na situacijo skoraj zagotovo prepozni s prijavo na razpis. Ker še enkrat poudarjam, šteje vrstni red prijav, ne konec razpisa. Hvala. Hvala. Zdaj, preden bom dal za dodatno obrazložitev besedo še občinski upravi, bi sam res prosil spoštovanje do vseh vas. Sem to, da pač uporabljamo res prave izraze. Zdaj, Edis, vi ste rekel 3 minute pred rokom smo poslali gradivo, ne 1 uro in 3 minute, bodimo natančni. Pač 48 ur pred sejo, seja se začne ob 16, poslali smo 3 minute do 3. Druga stvar, vi ste rekel, da se je Šemso premislil. Ja, premislil se je pa zato, ker je bilo v roku pripravljeno gradivo. In tukaj gre res velika zahvala občinski upravi, ki je bila zelo učinkovita in zelo aktivna in je pač skoraj kot čez noč gradivo pripravila. Gre pa za to, da glede na to, da je to javni poziv, to je različno od razpisa. Razpis pomeni, da se prijavijo do roka, vsi potem pregledajo, vrednotijo in pač dodelijo sredstva. Javni poziv je pa tak način zbiranja pa pač dodeljevanja sredstev, da tiska prej pride, pač je prej obravnavan in je prej na vrsti. In zato je bilo treba hitro skočiti. In smo hitro skočili in jaz sem ponosen na občinsko upravo in upam, da se ta zadeva zdaj umesti na dnevni red in da se dejansko obravnava rebalans in da potem se jutri že ne samo prijavil na Ministrstvo za kulturo. Tako da jaz bi zaključil razpravo in glasujemo o tem, da se na dnevni red uvrsti tudi se pravi predlog rebalansa. Torej glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Proti. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec.
Za. Dr. Jernej Markelj. Nives Matjan. Proti. Magister Šimco Mujanovič. Glasujem za. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Božo Pilej. Ančka Podbevšek. Proti. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Proti. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujovič. Vzdržan. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Proti. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Karla Urh. Karla Urh. Ja, vzdržana. Ok. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Gregor Zorman. Za. Igor Žavbi. Proti. Igor Žavbi. Proti. Zdaj glasovalo 20 svetnic in svetnikov proti 6. Ugotavljam, da je predlog sprejet in torej točka uvrščena na dnevni red. Ima kdo predlog za hitri skrajšani postopek? Ne? Za umik? Ne? Za spremembo vrstnega reda? Ne? Potem prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti, torej občinski svet sprejme dnevni red 15. seje občinskega sveta. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šimco Mujanovič. Glasujem za. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Potem Ančka Podbevšek. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Glasujem za. Robi Prosen. Glasujem za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujovič. Edi Srujovič. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 70 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.